Pozdravljeni! Skozi zgodovino so bile ženske in možje kot blago prodani na ulicah za nekaj srebrnikov. Prostost je bila luksuz in je bila dodeljena le redkim. Tudi svoboden državljan je lahko postal suženj zaradi kriminalnih dejanj. Če si kot suženj imel srečo, si postal služabnik neki rimski hiši, kjer si skrbel za njihove potrebe. Lahko pa so te poslali v rudnike in kamnolome ali na kakšno plantažo, kjer so te izgarali do smrti. Toda nekatere sužnje so oborožili in jim dali možnost, da se bodo za zabavo drugih borili za svoja življenja. Ti pogumni bojevniki so postali znani kot gladiatorji. Gladiatorji so bili močni in veliki možje, ki so jih ujeli na bojišču, zato so bili težko vodljivi. Družine, ki so kupovale take ljudi, so veliko tvegale, toda niso bili vsi gladiatorji izurjeni bojevniki. Nekateri so bili kriminalci ali kockarji, ki niso mogli odplačevati dolgov. Zato so raje kot smrt izbrali bojevanje v areni. Ime gladiator izhaja iz imena gladius. To je bil klasični rimski meč, ki so ga uporabljali rimski legionarji. Rezilo je bilo kratko, vendar ostro, zato je lahko povzročil ogromne poškodbe nasprotnikom. Sčasoma so gladiatorji začeli uporabljati različna orožja glede na njihov izvor. Lastnik gladiatorjev se je imenoval lanista, ki jih je uril in hranil. V gladiatorskih šolah so se učili ravnanja z orožjem in bojevanja. Hranili so jih predvsem z zelenjavo, ogljikovimi hidrati in seveda z mesom, ki pa so ga dobili le enkrat ali dvakrat na teden. Gladiatorji se nikoli v gladiatorskih šolah niso urili s pravim orožjem. Pravo orožje so dobili šele pred vstopom v areno. Njihov oklep je bil zgolj okras, saj bojevnika ni ščitil pred poškodbami. Glavne površine na telesu, kjer si lahko zadal poškodbo, pa so bile odkrite. Učitelj gladiatorjev je bil že davno izkušen gladiator, ki mu je gladiatorstvo postalo tako všeč, da je postal to njegov poklic, ki se je imenoval doktorij. Nad bojevniki je izvajal urjenja, kazni in mučenja za njihove napake. Mrmilo je bilo vrsta gladiatorja, ki je nosil čelado z luknjami, zaradi te čelade je zelo težko spremljal sovražnika. Prav tako pa je nosil rimski ščit in kratki meč, ki so ga uporabljale legije. Retarius je bil gladiator brez oklepa, imel je zgolj ribiško mrežo, katero je vrgel na svojega sovražnika, nato pa ga s svojim trizobom tudi ubil. Provacator je bil gladiator, ki je uporabljal sulice in se je pogosto bojeval proti levom ali drugim zverem. Gladiatorji so se lahko bojevali kot skupina proti skupini ali ena na ena. Včasih so se tudi bojevali toliko časa, dokler ni ostal le eden živ. Nekatere gladiatorje so učili tudi opravljanje z ladjami, saj so Rimljani nekatere bitke uprizorili tudi na ladjah v rimskem koloseju. Vedno so pred začetkom in po koncu bitke so gladiatorji morali cesarju zavpiti: "Pozdravljamo te, cesar, mi, ki bomo umrli." Po vsaki bitki so gladiatorji dobili seveda denar s stavami, s katerim so si lahko pri lastniku sčasoma kupili svobodo. Seveda niso bili vsi gladiatorji navdušeni nad tem, da so postali sužnji rimskega cesarja za zabavo drhali. Najbolj nevaren je postal Spartak, ki je leta 73 pred našim štetjem s 70 gladiatorji pobegnil in zbral 60.000 sužnjev, s katerimi so ropali po rimskih mestih. Kasneje, ko so Rimljani premagali Spartakove upornike, so jih 6.000 prebili na križ vzdolž ceste. Zadnji gladiatorski boj je bil v 5. stoletju zaradi krščanskega vpliva. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.